In z Jonasom se ukvarjamo predvsem uradno za podporo vladnih politik glede ukrepov za zmanjšanje podnebne krize. Koliko smo pri tem uspešni, bomo videli, poskušamo pa zelo. In en izmed tem, ki so zelo pomembne, je o tem, kako financirati ukrepe in kako izpeljati temu, čemur se v EU reče zeleni prehod. In to, o čemer bo Jonas danes govoril, je, kako to narediti na način, ki je pravičen do vseh vpletenih. In v resnici sklep, jaz sumim, da bo, kdo mora v resnici to plačati. Tako da zdaj bom jaz nehal čvekati in bom prepustil besedo Jonasu, potem pa se bomo še kaj pogovarjali. Tako da dobro poslušajte, pa kakšno vprašanje pripravite. Hvala. Najlepša hvala, Greša. Ime mi je Jonas Sonnenschein, prihajam iz Nemčije, tako da se opravičujem za vse napake. Ni moj prvi jezik slovenščina, sem pa po izobrazbi okoljski ekonomist in delam za Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, nevladna organizacija. Sem pa tudi del podnebnega sveta, pa se ukvarjam tudi zelo veliko z zelenimi financami na evropski ravni, slovenski ravni in tako dalje. Tukaj pa gre za temo, ki je zelo aktualna. Jaz mislim, da če gledamo 5, 6, 7 let nazaj, je bil zeleni prehod še bistveno bolj v mainstreamu politike, pa tudi vseh nas, kot je danes. Danes je res tarča velikih napadov iz vseh stranih, tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni. Preden začnem, mogoče samo 2 besedi o Umanoteri. Mi praznujemo letos 30 let, je nevladna organizacija, je pa tudi ki dela v javnem interesu, je pa tudi raziskovalna organizacija. Smo upisani v register raziskovalnih organizacij. Imamo tudi novo kolegico iz Vipave. Pravični prehod je sploh tema, ki zanima mlade kolege. In zato smo tudi začeli raziskovati to temo. Lani smo izdali prvo poročilo. Naslov je Onesnaževalna elita nas vodi v podnebni zlom. Potem sem pa jaz še eno študijo napisal o podnebnih neenakostih na področju industrije. Danes je pa fokus jasno na posamezniki in skupine posameznikov. Preden začnem, ker hočem malo bolj jasno definirati, kaj sploh je to, kaj je podnebna neenakost. Našli smo 3 dimenzije. Prva dimenzija je neenakost pri posledicah. Ali pa mogoče bolj preprosto rečeno, koga prizadenejo podnebne spremembe. In tukaj je na eni strani zelo pomembno, kako smo izpostavljeni. Če živimo nekje, ali pa bi živeli nekje v Afriki, smo bolj izpostavljeni sušam. Če živimo, ali pa tukaj na Primorskem tudi, če živimo v Alpski dolini, smo bolj izpostavljeni poplavam in tako dalje. Drug vidik je pa ranljivost. Kakšne možnosti imamo, da se prilagodimo. In tudi tukaj so velike razlike, pa bom imel veliko primerov, tako da bi to mogoče zdaj preskočil. Predmet poročila, ki sem prej pokazal, je pa ogljična neenakost. Kaj je to? Ogljična neenakost je v bistvu vprašanje, kdo povzroča podnebne spremembe, kdo ima kako visoke izpuste. In tukaj imamo razlike med generacijami. Zdaj v Evropi padajo emisije, ko so bili naši starši mladi, so bili izpusti še bistveno višji, kot so danes. Medregijske, mi imamo
en velik del sveta, ki v bistvu čuti posledice podnebnih sprememb, ampak sploh ne povzroča toliko. Tukaj mislim seveda v južnem delu Afrike, ali pa tudi en velik del Azije, sploh Indija. In potem medrazredna. Imamo različne dohodkovne skupine, bolj bogate, manj bogate, in tukaj so tudi izrazite razlike in tudi to je danes v fokusu predavanja. In potem so močne ali pa velike razlike tudi v tem, kdo lahko je del tega zelenega prehoda. In tukaj je naslov vedno pravični prehod. Kdo ima sploh sredstva za ukrepanje? Na eni strani, da znižuje svoje emisije, da investira v energetsko prenovo stavb ali pa električnih vozila. Na drugi strani tudi za prilagajanje. Če vidimo, da se vremenske, klimatske razmere spremenijo, ali lahko jaz, ki imam hišo na določeni lokaciji, sploh reagiram. Ali pa sem kmet v eni dolini in tako dalje. Kdo ima sredstva, da lahko reagira? In tukaj še en vidik je seveda tudi, kdo ima moč, da lahko nekaj spremeni, kdo ima politični vpliv. Zdaj, en primer je tukaj, sem izbral, ker dan danes ne moš več brez, da bi omenil Elon Musk. In če primerjamo ga, en najbolj bogat zemljan za eno družino v Romuniji, med Boris, to je bilo lani, ne samo v Romuniji, Čehiji, Avstrija in tako dalje. Takrat Slovenija ni bila toliko prizadeta kot predlani, ki res itak so najbolj revni v celi Evropi in zdaj so vse izgubili. Prispevajo, emisije imajo zelo nizke, ker živijo na podeželju. Musk leti vsak drug dan, dokazano s svojim letalom, osebnim letalom. Ima podjetje, kontrolira podjetje, kot je SpaceX, ki ponuja tudi turizem v vesolje in tako dalje. Seveda ima visoke emisije. Izpostavljen je tudi verjetno tam, kjer živi v Teksasu, ampak seveda ni toliko ranljivo, ker se lahko prilagaja. Ta družina pa nima možnosti, da bi se spremembami prilagajala. In potem denar in vpliv je tudi zelo različno med temi skupinami. Če mogoče še malo bolj se fokusiram na te neenake posledice podnebnih sprememb, so to lahko razlike med državami, ampak tudi noter država, ali pa celo v enem naselju. Ta slika mi je zelo všeč iz Mumbaja v Indiji, ki so zmerili, da na levi strani poleti je temperatura povprečno 6 stopinj višji kot na desni strani. To je pa 100 metrov, pa imamo tako veliko razliko. Tukaj, če je vročinski val, mogoče imajo še celo air conditioning v hiši, tukaj seveda ljudje so bistveno bolj prizadeti. Tako da izpostavljeni so verjetno vsi isti, samo ranljivi so ljudi, ki živijo v tem delu, bistveno bolj kot v tem delu. In to je pač headline is The Guardian, heat inequality causing thousands of unreported deaths in poor countries. In tukaj gre res za take zgodbe, da v bolj revnih državah ljudi se ne morejo prilagoditi. Če gledamo malo bolj znanstveno na to stvar, to je zemljevid iz zadnjega sporočila IPCC-a, to je mednarodni združenje znanstvenikov na področju podnebnih sprememb, ki izdajo vsake toliko leta sintezo znanstvenih člankov in raziskav. In zemljevid kaže, koliko so ljudi na zemlji ranljivi in mogoče imam tukaj point, vidimo, da pri nas je to zelo nizko ali pa nizka ranljivost, če gledamo Afrika, je to zelo visoka ranljivost. Če gledamo tudi te krožni diagrami, ki kažejo, koliko ljudi trenutno že umre predčasno zaradi
zaradi vremenskih dogodkih, ki so povezani s podnebnimi spremembami, kot so poplave, neurja, suše, vročine in požari. Vidimo, da je velika razlika tudi. Ne? V Afriki so to predvsem suše, v Južni Ameriki poplave, pri nas je to poletna vročina, sploh če je izrazit vročinski val, kot je bilo leta 2013, naprimer, je presežena smrtnost izjemno visoka. Tako je. Tako da mi vidimo izrazito neenakost pri posledicah podnebnih sprememb. Če gledamo, zdaj malo razmišljamo, kdo so te države, ki imajo visoke izpuste. So to države v Evropi. Kitajska je tako visok pri ranljivosti, kot tudi pri izpustih. Severna Amerika pa ima verjetno najmanj uravnotežene razmere med ranljivosti in izpustami, imajo najvišje izpuste, ampak niso toliko ranljivi. Povprečno, seveda. Tukaj sem še en vidik in to je temperatura, ker na svetovni ravni in tudi v Evropi največ ljudi umre zaradi vročinskih valov. To je v bistvu vpliv podnebnih sprememb, ki na naše zdravje najbolj vpliva. In sem samo poudaril države v Afriki in države v Evropi, kaže pa spremembe v smrtnosti do leta 2030 od povprečja teh 20 let, od leta 1995 do 2014. In vidimo, da tukaj v bistvu raste death rate, smrtnost, do leta 2030 zaradi temperaturnih dogodkov, to so vročinski valovi, pri nas pa padejo, ker mi se bolj in bolj prilagodimo. Istočasno je sploh v Skandinaviji manj mrzlih dni in tudi to lahko vpliva zelo negativno, sploh na ranljive ljudi, ki živijo na cesti. Tako da pri nas je v bistvu vpliv pričakovanje glede temperatur ne tako hudo, v Afriki pa seveda slabo. No, Slovenija. Zdaj, če gledamo Slovenijo, kaj nas pričakuje, ker zagotovo podnebne spremembe niso težava samo držav na svetovnem jugu, ampak tudi pri nas. Mi smo zdaj pri 2,4 stopinj segrevanja in imamo različne možnosti, kam gre ta zgodba. Tako ali pa tako bo vsako desetletje do konca stoletja sigurno topleje kot prejšnji desetletje. Tako da ta scenarij, zeleni scenarij, je zelo neverjetno. Mi bi mogli zdaj na svetovni ravni zmanjšati izpuste toplogrednih plinov skoraj na nič, skoraj takoj. Ta vlak je že odšel v bistvu. Tudi to je bolj ali manj ni zelo verjetno. Je pa zelo verjetno, da bomo do konca stoletja še dodatnih 1,5-2 stopinj segrevanja doživeli. To pa samo, če tudi zmanjšamo emisije na svetovni ravni. To je vedno median, to je centralna ena prognoza v sredini velik modelnih izračunov. To pa tudi pomeni, da je lahko tudi, če zdaj padajo emisije takoj, mi bomo videli v Sloveniji segrevanje več kot 4, 5 ali pa celo do 6 stopinj. To seveda pomeni, da potem tudi moje topleje, več vlage gre v zrak in več neurje bo in tako dalje. Smo videli veliko posledic podnebnih sprememb, a je to vedno posledica podnebnih sprememb. Zdaj eno področje, znanstveno področje, ki je attribution science, sploh ne vem, kako bi to rekel po slovensko, ki v bistvu raziskujejo, kako lahko povezujemo en dogodek, en ekstremni dogodek z podnebnimi spremembami, ker je vedno težko reči, da
točno ta dogodek je zaradi podnebnih sprememb, ampak zdaj lahko bolj in bolj precizno rečemo, da podnebne spremembe so naredili tak dogodek bolj verjetno in bolj intenzivno. Tako da na tak način lahko povezujemo tudi ekstremne dogodke s podnebnimi spremembami in bomo videli bistveno več teh. Ali je to problematično? Prej smo videli, da mogoče zaradi temperatur ne bo smrtnost toliko zrasla v Sloveniji, ampak ekonomsko vidimo, da že zdaj je Slovenija država v Evropski uniji, ki ima zaradi podnebnih sprememb najvišje škode na prebivalca ali pa tudi na enoto BDP-ja. In to je še statistika pred lanskimi poplavami. Tako, to so zdaj že pred lanskimi poplavami. Tako da še niso vse štete. Ideja, da mogoče podnebne spremembe so problem za druge države, jasno ne drži, ker mi to močno čutimo. Samo še to, za neenake posledice, tukaj vidimo frekvenca zelo močnih nevihtnih dogodkov. To je lahko toča, vetra, ekstremni nalivi in tako dalje. Letno povprečje je pri nas na severnem Jadranu, to je že en tak hotspot v bistvu. Ne? Tukaj imamo največ ur na leto, to so ure na leto, s temi nevihtnimi dogodkami. Tudi projekcije kažejo, da ta trend se nadaljuje in celo mi pridobimo največ ur na leto, na desetletje s takimi dogodkami, ko so močne toče, vetra, ekstremne nalivi in tako dalje. Tako da, na drugi strani vidimo Skandinavija, ki v bistvu je res en tak del sveta, ki verjetno ne bo toliko trpel zaradi podnebnih sprememb. Zdaj, podnebne spremembe so dejstvo, posledice so hude, bojo hujše in niso enako razpodeljeni na svetu. Potem pa gledamo novice in vidimo take novice. Najbolj bogat 1% prebivalstva ima višje emisije kot 66, 2/3 najrevnejših na svetu. Vidimo, da je spet svetovni gospodarski forum v Davosu in noro veliko ljudi, 1500 ljudi pride s svojim osebnim letalom. In osebno letalstvo je način mobilnosti, ki najbolj vpliva na podnebne spremembe na kilometer. Najboljše novice lani so bili pa tele, da eni milijonarji ali pa milijarderji so najeli jahto v Grčiji, pa so mislili, da je fajn, če imajo za zabavo še ognjemet in zaradi tega so povzročali ogromen požar. Na en način posledica podnebnih sprememb, ker so gozdovi toliko suhe poleti, istočasno pa te jahte imajo ogromne izpuste CO2 in prispevajo seveda še dodatno podnebnim spremembam. Briga jih, ne, oni lahko pluvajo naprej z jahto. To je samo zdaj uvod v to drug sklop ogljične neenakosti. Zelo dolgo je bil v fokusu te debate o ogljičnih neenakostih so bile razlike med državami. In te obstajajo, seveda obstajajo. Če gledamo, to je malo star graf, se opravičujem, gre samo do leta 2020, vidimo seveda, da zdaj Kitajska je regija na svetu, ki ima največji delež svetovnih emisij. V absolutnem smislu. Tudi Severna Amerika je visoka, Evropa je visoka tukaj na tej lestvici. Kaj pa res šteje za podnebne spremembe, ker CO2 ostaja v atmosferi za desetletje, so kumulativne emisije. To pomeni, koliko je ena regija emitirala čez desetletja. In tukaj vidimo, da
če gledamo samo Evropo in Severno Ameriko do leta 2020, sta skupaj prispevali približno polovico vseh zgodovinskih emisij. Tako da na eni strani, danes dodatne emisije prihajajo v veliki meri tudi iz Kitajske in drugih držav v razvoju, ali pa so že šli čez ta prag in so res industrializirane države. Če gledamo zgodovinsko, je še vedno največ emisije prihaja iz Evrope in Severne Amerike. Kaj bolj me skrbi je tudi to, da od leta 90 naprej je bilo več kot polovica vseh emisij v zgodovini. Tako da res mi smo še vedno v bistvu zdaj na koncu enega trenda, v katerem so desetletje emisije zrasli. Zdaj smo dosegli kakšen plato in upam, da res kmalu bojo začeli padati emisije, ampak še vedno smo na izjemno visoki ravni. Zdaj sem rekel, da desetletja smo gledali na to vprašanje neenakosti, da smo primerjali razne regije. Potem pa, sploh zadnje desetletje, je več in več raziskav, ki gledajo na razlike med posamezniki. In to preskočim, tukaj sem. In tukaj vidimo zdaj na svetovni ravni, kdo v bistvu je kriv za emisije CO2. Na levi strani je pokazano delež celotnih izpustov leta 2019. In vidimo, da samo najbolj bogati 77 milijonov ljudi, to je najbogatejši 1%, ima na svetovni ravni 17% vseh izpustov. 1%, 17% izpustov. Spodnje 50% imajo samo 11%. No. Tako da tukaj imamo 5 milijard ljudi vse skupaj, 2/3, ki imajo enako visoke emisije kot najbogatejši 1%. Tako da mi vidimo, da razlike med bogatimi in revnimi so zelo izrazite. In tukaj en razlog je seveda, da imamo države, ki niso toliko industrializirane, ampak bolj in bolj vidimo, da tudi notri držav so zelo močne razlike. In to pomeni potem, da spodnji 50% najrevnejši imajo ogljični odtis 1,4 ton CO2 in to je to, kaj znanstveniki pravijo, da je mogoče trajnosten nivo, da na celem planetu bi mogli priti do 1 tone, bolj še manj, da potem ekosistemi, oceani lahko imajo dosti kapacitete, da absorbirajo te naše emisije. Boljš bi bilo, da pridemo vsi na nič, ampak to je zelo težko, tudi tehnološko še zaenkrat. Istočasno pa ima zgornji odstotek povprečno več kot 100 tonov. Tukaj moram reči, da te podatke so vedno zelo konzervativni, ker ponavadi je zelo težko dobiti sploh podatke od teh zelo bogatih, sploh kaj se tiče njihovih naložb in tako dalje. Kaj sem prej preskočil? Ja, zakaj pa sploh se bi fokusiral na eno tako skupino ljudi, ki povzročajo podnebne spremembe bolj kot druge, ker vidimo, da ne delamo dovolj, da preprečimo podnebni zlom, če tako rečem. Ker če res na dolgi rok na srednji rok ne znižujemo emisije blizu nič, ne bomo dosegli cilj, da se planet segreva manj kot 2 stopinj do konca stoletja, 1,5 smo že lani bili, tako da 1,5 je zelo nerealistično, 2 stopinj. In če ne dosežemo na globalni ravni 2 stopinj, to pomeni, da je zelo visoko tveganje,
da ne obvladujemo več podnebne spremembe in da pride do teh pozitivnih povratnih zank, bolj in bolj, po angleško tipping points ali pa točke preloma, da potem, tudi če bi znižali emisije na nič, človek ne more več v bistvu upravljati ali pa ne more več ukrepati. Naše trenutne politike, ukrepe nas vodijo na raven, ki je zelo daleč od tega, kaj je potrebno za doseganje teh ciljev. Naši cilji so še vedno zelo daleč od tega, kaj potrebujemo. In zakaj je tako? Zakaj smo toliko počasi, čeprav vemo že približno 40 let za podnebne spremembe? Imamo mednaroden proces od leta 1929 naprej približno. Tako da, in tukaj seveda pridemo do sistema gospodarstva, do političnih gospodarskih struktur in tako dalje. Ne samo in tudi koncentracija bogatstva. Samo med leti 1995 in 2021 si je 1% najbogatejših prilastil k 38% vsega novo ustvarjenega svetovnega bogatstva. In zdaj v bistvu imajo slabo polovico celega bogatstva na tem planetu. Tako da koncentracija je v rokah peščice v bistvu. Istočasno, in to je ta trend, tukaj vidimo premoženje, zasebno premoženje in javno premoženje. Vidimo, da od tega neoliberalnega obrata naprej v bistvu zasebno premoženje raste v eni selekciji velikih težav, istočasno pa javno premoženje, to pomeni ne samo denar v proračunu, ampak tudi vse stavbe, bolnišnice, ceste in tako dalje, pada. In pada blizu nič in pridemo v bistvu do situacije, kjer če bi hoteli odplačati dolg, bi mogla država potem že prodati svoj kapital, tako rekoč. Tako da tukaj imamo dva trenda in to je seveda problematično, ker mi računamo na javni sektor, da nam pomaga v tem zelenem prehodu. Istočasno pa vidimo, da ta razkorak med zasebnim premoženjem in javnim premoženjem je širši in širši. Mehanizma, zdaj sem izbral eno karikaturo slovenskega ilustratorja Hinko Smreka, več kot 100 let sta, ampak seveda to je sta princip in v bistvu vsak ekonomist se uči to v prvem letniku, kako dela ta akumulacija kapitala. Delavci proizvedejo več vrednosti, kot dobijo nazaj kot plači, to je ta dodana vrednost. Kapitalisti potem ali pa lastniki podjetij reinvestirajo dobičke, ali pa se en del, s tem se povečuje obseg proizvodnje in s tem še povečajo dobičke in tako dalje. S tem raste ekonomija, ampak tudi vse težave, ki so povezani s tem. Raste pa tudi neenakost, ker imamo pač ljudi, ki obvladajo kapital, ki imajo v lasti kapital in delavci na drugi strani, ki nimajo tega. Drug mehanizem pa je, ki to še pospešuje, da politika, ki bi lahko v bistvu to proces, ki sam po sebi ni slabo, če imamo dober politični okvir, ne usmerja v to smer, da pobira več davkov za socialne funkcije, za ekološke funkcije in tako dalje. In če gledamo tukaj samo na levi strani so davčne stopnje, v bistvu obdavčitev najbogatejših, najvišja mejna stopnja dohodnin, davek na dohodek iz dividend, najvišja stopnja davka na dediščino in tako dalje, ki so vsi od leta 80 do leta 2016 močno padli. To zdaj ni samo za Slovenijo. To moram vprašati kolegico, za katera država to drži.
ampak tukaj gre za eno povprečje. Tako da mi bistveno manj od tega dodatnega dobička pobiramo za javno dobro. Istočasno so pa zrasli dohodki. Ne? To je tukaj desen axis, ki vidimo, da so od približno 9% dohodki najbogatejših, ali pa delež dohodkov najbogatejših zrasel, da vsako leto več pobirajo v bistvu ta 1% na vrhu. Tako da politično so možnosti to spremeniti, ampak ne upravljamo. No, kako pa zdaj in kolegica je uporabljala besedo onesnaževalna elita, kako ta onesnaževalna elita v bistvu vpliva na podnebne spremembe, predvsem dve poti sta, luksuzna potrošnja, to je lastništvo in uporaba zasebnih letal, super jaht, luksuznih avtomobilov, dvorcev in tako dalje in tako dalje. To pa je samo zelo majhen delež, če primerjamo to s kapitalskimi naložbami. Naložbe v kapital, v proizvodnja fosilnih goriv, cementa, orožja in tako dalje so povezani z bistveno večjimi emisijami. Tako da kontrola prek delnic ali pa lastniški kapital v podjetju povezan s temi so ogromne izpuste. Imamo tudi en primer tukaj, primera milijarder Larry Ellison, ki je bil dolg časa lastnik Oracle in en najbogatejših zemljanov, pa milijarder Carlos Slim iz Mehike, ki ima tudi v lasti razna podjetja, sploh na področju telekomunikacije in energije, imajo seveda ogromne izpuste. Imajo veliko avtomobilov, letala, jahte in tako dalje, in en in drug, ampak če primerjamo to z izpusti iz naložb, iz podjetij, ki imajo v lasti, je to seveda zelo majhen delež. Potem je še tretji mehanizem, zakaj se tudi ohrani sistem in zakaj mi mogoče en faktor, zakaj v 30 letih, 40 letih se ne dovolj dogaja na tem področju, je, da ta elita, ta 1% ima izjemno ekonomsko moč, seveda kot lastniki, politično moč. Mi vidimo veliko primerov, kako sploh v ZDA in v Angliji podjetniki financirajo tako imenovane think tanks, ki potem imajo zelo zelen imidž in komunicirajo kot zelen think tank, ampak istočasno preprečujejo bolj napredno okoljsko politiko. En produkt teh think tankov desetletje nazaj so bili te kalkulatorji ogljičnega odtisa. To so prav aktivno forsirali, sploh British Petroleum je bil en glavni zagovornik teh kalkulatorjev, ker s tem so hoteli v bistvu odgovornost za zmanjšanje emisije dati na posameznik, seveda. In to je bila cela kampanja, zakaj posameznik mora ukrepati, ampak podjetjem ni treba. Tako da in imajo svoje PR agenture in tako dalje in s tem ohranijo v bistvu položaj, na katerem so. Najbolj bizaren primer so te COP-i. COP je Conference of the Parties, to pomeni podnebna konferenca vseh držav, ki so del konvencije za podnebne spremembe na ravni Združenih narodov in države, ki so tudi del Pariškega sporazuma, ki je na mednarodni ravni glavni inštrument za odgovor, za ukrepanje, za blaženje podnebnih sprememb. Na teh konferencah je nora količina lobistov.
In samo na COP28 je bilo 2500 fosilnih lobistov. Tako da eni državi sploh nimajo dovolj denarja, da pošljajo svoje politike tja, istočasno imamo več tisoč lobistov. In tudi, če gledamo, kje so bili te konference v zadnjih letih, v Azerbajdžanu, v Bakuju, zdaj bo tudi v Braziliji, v Avstraliji. To so vsi države, ki niso bili, milo rečeno, najbolj napredni in imajo močen interes v fosilni industriji. No, če gledamo zdaj malo, malo bolj podrobno na Slovenijo. V bistvu, če gledamo statistike SURS-a, Slovenskega urada za statistiko, bi videli, da na glavo padajo emisije. Imamo dober trend. In smo zdaj bistveno nižji kot še 15-20 let nazaj. Približno pri 6 tonah CO2 na glavo. Bili smo pa pri 9. In seveda je to dober proces. To pomeni, na ozemlju Slovenije manj kurimo fosilna goriva in emisije padajo. Istočasno pa mi uvozimo več in več iz drugih držav. Imamo tudi negativno tržno balanco v Sloveniji. Tako da, če upoštevamo emisije uvoza, ali pa ogljični odtis teh emisij, pa odštevamo emisije izvoza, pridemo do popolnoma drugačne slike, da naše emisije so že 30 let približno enake pri 10 tonah na glavo. Ali pa, če malo bolj preprosto povem, mi več in več robe iz Kitajske uvozimo. Naša industrija mogoče je bolj ali manj stabilna, ampak zaradi tega povečanja uvoza naši izpusti na osnovi porabe na prebivalca, to pa, kaj mi tukaj v Sloveniji porabimo, je bolj ali manj stabilno. To ne pomeni, da to ni dober trend. Seveda to pomeni, da nekaj nota Sloveniji smo naredili in tudi mi nimamo toliko vpliva, kako proizvedejo v tujini. Je pa znak za to, da mogoče bi mogli razmišljati tudi o zmanjšanju potrošništva, o zmanjšanju uvoza in tako dalje. Zdaj, en najbolj zanimiv graf iz naše študije v Umanoterji so te ogljične neenakosti v Sloveniji. Tukaj spet imamo te skupine bogatstva, najbolj bogati 1%, in potem spodnji 50%, srednji 40%, zgornjih 10%. Ta zgornji 1% je del te skupine, je nota v tej skupini zgornjih 10%. In vidimo, da še leta 90, to so modrostolpički, je bila razlika ne tako izrazita. Zgornji 10% ljudi v tej skupini zgornjih 10% so imeli ogljični odtis 18 ton, približno trikrat večji kot spodnji 50%, ampak razlika je bila zmerna. Zdaj pa vidimo, da v 30 letih se je ta razlika močno povečala. Mi smo imeli nekaj uspeh pri 90% prebivalstva, smo znižali emisije pri 90%. Ne toliko, kot bi bilo potrebno, da delamo dovolj za doseganje podnebnih ciljev, ampak vseeno smo znižali. Medtem v teh dveh skupinah vidimo, da trend je bil popolnoma drugačen. Sploh prvi odstotek je povečal svoje izpuste za dvakrat, za 100%. Kaj tukaj igra eno vlogo? Tukaj pada nota
potovanje z letalom, več hiš, luksusna avtomobila, jahte in tako dalje. Zanimiv graf, en bom še pokazal tukaj, to sem mal dal na napačno mesto, kaže, koliko v bistvu različne dohodkovne skupine potujejo z letalom. Ker letalo je res en tak način, ki dela razlike. Ne? Če jaz letim enkrat čez ocean v ZDA in nazaj, lahko s tem v bistvu že svoj cel ogljični proračun za eno leto uporabljam. Res sem potem uporabil nekaj za segrevanje ali pa za mobilnost noter države. Vidimo, da ljudi, ki imajo bolj nizek dohodek, skoraj ne potujejo z letalom, nobenih počitnic z letalom. Ta odstotek ljudi, ki sploh ne potujejo z letalom, pada potem. Tukaj v bistvu 80% potujejo vsaj enkrat, 1/3 najmanj 3-krat na leto z letalom. Tako da mi vidimo, da res dohodek ima močen vpliv na navade in to se je zagotovo spremenilo zadnje 30 let tudi v Sloveniji. Tukaj nam manjkajo malo bolj podrobne podatke o potrošnji po dohodkovnih skupinah. Tega žal za Slovenijo imamo bolj malo teh podatkov. In tukaj spet ena glavna gonilna sila je bila, da res so se dohodki povečali, predvsem v zgornji skupini. Ne? Če gledamo, koliko so se povečali dohodke v tej skupini, to je bilo bistveno več kot v drugih skupinah. Tudi tukaj imamo pozitiven razvoj, večje dohodke, tukaj pa sploh in to na račun dohodkov iz kapitala predvsem. SURS ima to podatek, da leta 2020 več kot 90 posameznikov na mesec prejel več kot 66 000 evrov dohodka, od tega več kot 2/3 iz kapitala. Ne iz svojega dela, ampak iz svojih kapitalskih naložb. In dohodek iz kapitala je res razlog, zakaj v tej skupini skupen dohodek je toliko zrasel. To preskočim, ker bi rad imel še čas za debato. Zdaj ena taka teza za zaključek. Jaz mislim, da brez manjšanja te trojne podnebne neenakosti si sploh ne morem predstavljati, kako bi lahko prišli do podnebne nevtralnosti. Ker bomo vedno imeli ljudi, ki kažejo na druge. Zakaj pa bi jaz zdaj šel z busom v službo, če vidim tukaj eno skupino ljudi, ki imajo izjemno visoke izpuste, pa še povečajo te izpuste. Tako da ta družbena enakost mislim, da je zelo, zelo ključno. Jaz mislim, da je še ta graf čist na koncu zelo zanimiv, ker točno te trojne podnebne neenakosti kaže. Relative losses, to so izgube v primerjavi s svojim dohodkom, imamo ogromne na svetovni ravni pri spodnji polovici, kaj se tiče dohodka, pa zelo majhne pri top 10%. To pomeni, najbogatejši niso prizadeti za podnebnih sprememb. Elon Musk si je kupil, Larry od Oracle si kupil otok, da je navaren. On svoj otok pri Havaju, veliko teh milijarderjev so si gradili bunker na Novo Zelandiji, oni imajo svoj exit strategy, ko bo prišel do podnebnega zloma. Večina pa te možnosti nima. Emisije, to sem že večkrat zdaj pokazal, so največji v top 10% in potem capacity to finance. Ne? Niso toliko izpostavljeni in imajo potem seveda možnosti, da si kupujejo na eni strani električni avtomobil ali pa investirajo v energetsko prenovo svoje stavbe, na drugi strani, če pride do nesreč podnebnih, potem imajo tudi dobro zavarovanje in dosti kapitala. Zdaj,
tukaj imam še ene par strategije, kako bi lahko zdaj nekaj izboljšali, ampak mislim, da bi trajalo najmanj 20 minut, da bi šel skozi to slajd. Seveda potrebujemo bolj napredno politiko na tem področju. Tukaj mislim, da skoraj nemogoče, da Sloveniji ne bi dvignili davki za najbolj bogate, na nepremičnine, na tretje, četrte, to je, kaj je zdaj tudi že v debati, na luksus, vse so to luksus potrošnja. Potem bi dobili nekaj denarja za krepitev in širitev dostopnih javnih trajnostnih storitev, kot je javni potniški promet, trajnostna stanovanja, predvsem stanovanjsko krizo imamo in tako dalje. Tukaj na področju delo in gospodarstvo imam kolegico, ki zdaj veliko dela na tem področju, tukaj je tudi nekaj možnosti in seveda ne bi pa pozabil na to, da Slovenija, tudi če imamo velike razlike noter držav, neenakosti, še vedno smo vse skupaj zelo bogata država in brez mednarodne solidarnosti in tudi nekaj plačil za izgube in škode, ki postajajo v Afriki, v majhnih otokih, v Pacifiku in tako dalje, ne bo šlo, ne? Ker mi smo del problema in mislim, da je samo pošteno, da tudi pomagamo pri rešitvi. Evo, toliko z moje strani, zdaj se veselim mogoče nekaj vprašanj in pogovora. Hvala, Jonas. Zdaj pa tako, vprašanja, ki jih sigurno imate, lepo prosim počakajte, da dobite mikrofon, zato ker bo posnet tudi za video lectures in boste postali slavni. Petra. Hvala, zelo zanimivo predavanje. Tako, ko sem gledala, med poslušanjem, se mi je prešinilo nekaj, ne, v bistvu te najpremožnejši se ne obnašajo leh najbolj trajnostno, ne, in bi verjetno mogli nekako spremeniti njihov način obnašanja. A je to se kaj dela na temu, se razmišlja, razen tudi, da bi se jih obdavčilo? Ja, ena stvar je, da prav iz te skupine tudi prihajajo gibanja. Tax the millionaires, ne, obstajajo taka gibanja, ki v bistvu pravijo, mi plačamo premalo davkov. To je seveda samo manjšina. Na drugi strani zdaj tudi na nivoju G7 in na Evropski uniji več iniciativ, da bi povečali davke na premoženje. Eni državi imajo nekaj v to smer, Španija ima na primer to. In to je pomembno, ker če ena država bi začela obdavčiti premoženje, seveda kapital je zelo mobilen dan danes, bi lahko šel v drugo državo. Tako da je treba najti rešitve za to na mednarodni ravni. Ampak ja, nekaj se dogaja, ampak da bi upali, da iz te skupine zelo bogatih ljudi prihaja rešitev, ne verjamemo to. Mi smo tudi podpirali European Citizens Initiative, da pobrali smo podpise, če več kot 1 milijon dosežeš, ne vem, kaj je zdaj točno prag, lahko tudi ljudi skoraj kot en referendum dajo predlog na ravni Evropske unije, tax the rich, mislim, da zdaj ni bilo uspešno, ampak nekaj se dogaja in jaz mislim, da tudi je to tema, ki je zdaj bolj in bolj popularna, tako v raziskavi, kot tudi na nivoju nevladnih organizacij. Še 10 let nazaj smo mi nevladne organizacije delali na temo okolje, narava in to je bilo to. Zdaj smo pa tudi razumeli, da brez družbenih vprašanj, brez vprašanj družbene enakosti, verjetno te rešitve, ki so potrebne, ne bomo dobili skozi.
Hvala lepa za dober pogled v te neenakosti. Jaz bi pa najprej en komentar, no potem pa še na vprašanje. Zdaj navezal bi se na vaš zaključek, ne, da če želimo rešiti podnebno krizo, da moramo odpraviti neenakosti družbene, še posebej stališča kapitala. Ne. Moje mnenje je, da je to misija nemogoče, da to ne bomo mogli brez neke družbene apokalipse narediti, kar pomeni, da verjetno tudi podnebne krize ne bomo rešili, če je to ta korelacija tako močna. Ne. To je samo moj komentar. Drugače bi pa vprašal eno drugo stvar. Jaz velikokrat poslušam take stvari, ampak nikoli pa ne slišim tega z neke druge perspektive. Nihče se ne ukvarja s tistimi, ki so pa izvorno krivi za podnebne spremembe. In to so tisti, ki ekstrahirajo fosilna goriva iz zemlje. Premog, tisti, ki izkoriščajo premog, ki ga prodajajo, ki ga kopljajo, tisti, ki črpajo nafto. Imamo tu primer držav, jaz dobim ošpice, ko slišim za Norveško, kako je zelena. Mislim, ona je zelena zaradi tega, ker prodaja nafto. Sem bil dol v Dubaju, tam se vozijo Tesle na elektriko, ma ne, one Tesle se vozijo na nafto, ne zato, ker pridobivajo pač to elektriko z nafte. To je nek takšen greenwashing, ki nam sliko kvari. In takšne predavanje bi mogla se kdaj tudi posvetiti tem državam in kako njih prepričati, da spremenijo to svojo ekonomsko politiko, svoje proizvodne, ki temelji na proizvodnji fosilnih goriv. Se strinjam, je to en del tega, kaj delamo. Jaz mislim, da zdaj je res malo bolj tiho, ampak recimo 10 let nazaj je bilo zelo aktivno divestment gibanje, ne? Da v bistvu zahtevamo, da institucionalni investitorji divestirajo od svojih naložb v fosilno industrijo, kot je na primer norveški pension fund, takrat so bili tudi univerze v ZDA, ki imajo te ogromne sklade, prav cilj teh kampanj, da glih iz tega razloga, da če naprej črpamo fosilna goriva, ne bomo nikoli rešili problem. In se popolnoma strinjam, da to je del rešitev. Tudi, ko sem pokazal sliko teh milijarderjev, ste videli, da potrošnja je en majhen delež, ampak to, kaj imajo ogljični odtis naložb, je za faktor 100 tisoč, več tisoč večji. In se dela na tem področju. Zdaj, mi pač delamo v Sloveniji in v evropskem kontekstu. In tukaj nam pač malo manjkajo te podjetje. Ampak v tem drugem poročilu o neenakosti v industriji zelo dobro kažemo, kdo pa povzroča največje emisije v Sloveniji. Glih danes so evropske NVO-ji objavili novo poročilo o tem, kakšne so bili dobičke teh podjetij, ki istočasno močno lobirajo, da dobijo ogromen denar za razvoj zelenih rešitev. In ta, ker močno v javnem diskurzu slišimo, da se ne da, ker je predrag. Istočasno imajo zgodovinsko visoke dobičke podjetij iz tega področja. In vam lahko pošljem tudi to poročilo, ker v bistvu imajo dostop do kapitala, do trga za kapital, imajo ogromne dobičke, ki bi lahko tudi reinvestirali v rešitve. In tukaj ne govorimo več milijard, ampak bilijon in več. Tako da ja, tudi delamo na tem, ampak so zelo dobro povezani te akterji in ni enostavno. Jaz imam še en follow-up question. Tukaj se pogovarjamo o obdavčitvi predvsem lastnine, zato ker bi bil to učinkovit način ne samo zmanjšanja izpustov, ampak tudi pridobitve javnih sredstev, s katerimi bi lahko pol financirali zelene politike, ki ne morejo dobiti zasebnega financiranja. Zanimivo je pa, če bi se dali uporabiti neoliberalna orodja.
in bi z druge strani obdavčili zadeve in bi uvedli davek na dodatne izpuste CO2, ki bi bil ekvivalent davku na dodano vrednost, da bi gledali pri vsakem koraku, koliko CO2 se zgenerira. Kar pomeni, da bi bili izdelki, ki so iz fosilnih goriv že avtomatično zelo visoko obdavčeni in pol vsakeč, ki bi jih preprodali, v narekovajih, bi jih dodatno obdavčili na podlagi izpustov, ki jih tak korak povzroči. Ja, To zgleda na prvi korak zgleda kot obdavčitev unih, ki so zelo obremenjeni pa ne povzročajo. Ne? Ampak če ti nimaš trga, ki bi ga prodajal, to je neoliberalni argument, potem tudi ne proizvajaš tega. Mislim, tukaj smo nazaj pri družbeni vprašanji, ker zdaj pride tudi v Evropi v bistvu obdavčitev skoraj vseh emisij na ravni Evropske unije. Imamo to sistem trgovanja z emisijami za industrijo in za elektriko. Zdaj pride pa še isti sistem za promet in za ogrevanje stavb. In s tem smo v bistvu večino emisij že pokrili. Težava je v tem, da trenutno najrevnejši v Sloveniji, sploh v Sloveniji, imajo bistveno večji odstotek svojega dohodka, ki vlagajo v mobilnost, v ogrevanje in tako dalje. Mi smo prvi, daleč prvi v Evropi, kar se tiče delež razpoloženega dohodka, ki uporabljamo za osebno mobilnost. Če zdaj povečamo tukaj, ker s tem, da voziš pa dodaš CO2, je to zelo regresivno. To pomeni iz socialnega vidika težko sprejemljivo. Mi smo že zdaj v situaciji, ki je to v bistvu nefair. In zdaj, ko je energetska kriza in vlada pravi, zdaj ne plačate več omrežnine, zdaj ne plačate več CO2 dajatev, vse gospodinjstva, ne samo en delež gospodinjstva, vse. Je to iz socialnega vidika zelo nepravično, ker imamo gospodinjstva, ki uporabljajo zelo majhen delež svojega dohodka za mobilnost, za ogrevanje, imajo pa na drugi strani najrevnejši, ki skoraj vse uporabljajo, ki imajo za razpolagi. In zato ne bo šlo ta pristop samo dela, če imamo kakšno kompenzacijo. Glih zdaj o tem se pogovarjamo tudi na nacionalni ravni in na evropski ravni, ker Evropa je rekla, mi je treba obdavčati ogrevanje in promet, ampak istočasno bomo uvedli zdaj to socialni sklad za podnebje, ki lahko potem podpiramo, naprimer v Sloveniji bomo podpirali res revne, da dobijo denar za energetsko prenovo stavb, to so ponavadi posamezne stavbe na vzhodu države, ki nimajo sploh kapitala, ali pač kot Avstrija, ki so rekli, mi imamo potem klimabonus, da vsak dobi nazaj nekaj. Vplačajo bolj te, ki veliko vozijo in to, čeprav manjši delež svojega dohodka uporabljajo, še vedno več trošijo za ogrevanje in mobilnost, tako da vplačajo več. Klimabonus dobi potem vsak državljan enako, otroci dobijo malo manj, na podeželju dobiš malo več, ker nimaš javnega prometa, ampak dobi vsak približno tam 300 € na leto nazaj. Nekaj takega bomo potrebovali, eno kompenzacijo bomo potrebovali, ampak jaz tudi se strinjam, da brez davkov na CO2 in brez višje cene za CO2 ne bo šlo, ker rabimo denar za investicije in moramo poslati signal, da je to nekaj, kar je zelo škodljivo. Ampak potrebujemo potem kompenzacijo. En tak banalen primer, recimo prehod pri ogrevanju stavb, in se odmaknemo stran od fosilnih goriv ali pa od obnovljivih virov, ki pa onesnažujejo zrak, k ogrevanju z toplotnimi črpalkami. A to pomeni, da bi bilo treba subvencionirati tudi elektriko, ne samo inštalacije same. Tukaj je veliko pristopov in ne. Jaz menim, da bi bilo fino gledati na toplo vodo
kot na mrzlo vodo, odpadno vodo, elektriko. Da je to nekaj, ki ima država nalogo, da vse infrastrukturo zrihta. Potem za porabo plača vsak. Ne. Zdaj pač tako, da pri ogrevanju to je edina izjema, ki je vsak po svoje mora zrihtati tudi infrastrukturo. Ali je to investicija v toplotno črpalko ali nekaj druga rešitev. Jaz mislim, da to bi mogel biti minimum. In tukaj so zanimive modele, social leasing, tudi za toplotne črpalke v drugih državah obstajajo. Zdaj ne vem, je tudi veliko predlogov, da bi lahko bilo za vsako gospodarstvo en zagotovljen blok pocen elektrike. Da vsak bi dobil ta minimum. Če greš onkraj tega, je potem progresiven sistem, da plačaš več in več uporabljaš. Jaz nekaj takega bi podpiral, da mogoče ni zastonj, ampak da vsak ima dostop do tega minimuma. Če potem imaš ti stanovanje, ki je 150 kvadrat, moraš pač malo doplačati. Če pa imaš to osnovo, dobiš zelo ugodno elektriko. Mislim, da so bili še... Hvala za lepo predavanje. Jaz imam komentar, vprašanje. Je res možno vse to? Se poslušamo davki, super, rabimo denar za vse ta prihod, ampak recimo poberemo davke, ga vložimo v zeleni prehod, pomagamo ljudem, po drugi strani pa damo denar investitorjem, ki spet pridobijo denar. In smo spet v tem začaranem krogu. Oni ga obogatijo in podobno. Po drugi strani pa ni problema pobirati davke, če vemo, da gre v pravi namen. Vemo, da je potem politika zadnji, spet so tam najbogatejši. Čeprav lepo zgleda vsi ti skladi, vseeno najbogatejši upravljajo načeloma s temi skladi. Kakšen je potem tu mehanizem ali glede tega, no pač ta začaran krog. Ja, se popolnoma strinjam, da ni enostavno, se tudi to, kaj ste tukaj razložili, mogoče včasih se reče tudi makroeconomic rebound effect, ne, da smo bolj učinkoviti, rešujemo nekaj, ampak potem imamo več denarja na razpolagi ali pa več energije, ki iščemo spet, ki lahko bi uporabljali to energijo ali pa to denar in potem pride do tega, da vse raste hitreje kot smo bolj učinkoviti. Ta elephant in the room v debati je vedno, če res začnemo se pogovarjati o odrasti, ne? Da pač ne moramo samo dodati zelene rešitve. Trenutno smo tam, da samo dodajamo obnovljive vire, električne avtomobile, pa ne vzamemo stran to, kar je res škodljivo. In tukaj vidim največje težave v politiki in se popolnoma strinjam, da mogoče ni realistično, ampak mi bi mogli zapirati določene panoge, zapirati memorandum za nove avtoceste, memorandum za nove letališče in tako dalje. Da omejimo ta rast, ta rebound effect. A je to politično... Možno je čisto drugo vprašanje. Tudi to, kar mi zdaj kot podnebni svet smo predlagali, da bi omejili hitrost na 110 na avtocesti, verjetno. Čeprav ministrstvo za infrastrukturo je to napisal v načrt za energetski podnebni načrt, ne bo. Ne? Jaz sem iz Nemčije, tukaj se pogovarjamo 30 let o omejitvi hitrosti. Politično bo zelo težko, ampak jaz mislim, da vseeno rabimo akterji, ki to jasno in glasno povejo, da to je potrebno. In potem mogoče tudi alijanse najdemo. Zdaj, kolegica, ki dela na tem, zelo veliko dela zdaj sindikati, druge organizacije, da se povezujemo, da najdemo skupne rešitve. Na področju dela, jaz mislim, da tudi je del rešitev, da omejimo delovni čas za manj kot 40 ur. To je tak odrast ukrep, ne? Da pač smo manj aktivni v gospodarstvu, imamo več časa
Ker je tudi fajn, ne? Čas je v bistvu tudi v tem smislu denar. Ideje obstajajo, ampak ja, žal trenutno tudi ne vidim političen kontekst, da bi veliko tega na kratki rok uresničili. Živijo, hvala za predavanje. Res zanimivo s ekonomskega vidika, ampak imam eno kratko vprašanje. Zeleni prehod, a je to rešitev problema ali je pa samo sprememba lokacije problema? Zato, ker recimo en primer, električni avto, če vi imate električni avto, ne vem, v Nemčiji, ampak materijale, ki se uporabljajo za ta električni avto, pa pridejo litijum iz Čile, koper iz Kongo, recimo, stale nikel, Indonezija, pa ali mi rešujemo problem ali pa samo spremenimo lokacijo? Kaj mislite? In eno in drugo deloma, ne. Jaz mislim, da obstajajo pač dobre analize življenjskega kroga različnih tehnologij in eni so boljši kot drugi. Samo s tehnologijami nikoli ne bomo rešili težave. Ne v naši državi, ne širše. Tako da, če 20-30 let nazaj okoljsko gibanje je še imelo to idejo decouplinga po angleško, ne, da bi samo z učinkovitost rešili problem, da ne bo šlo. Tako da primer električne mobilnosti, jaz sem za električno mobilnost, pa predvsem električna mobilnost v javnem potniškem prometu. Če zdaj vsak, ki ima trenutno svoj osebni avtomobil, bo čez 15 let imel svoj električni osebni avtomobil, se popolnoma strinjam, je okoljski odtis tega bistveno prevelik. Mogoče rešimo potem deloma podnebne spremembe, ampak druge težave pa ostajajo. Tako da, ja, bomo pride do tega, da imamo manj osebnih avtomobilov, več javnega prometa. Če imamo zdaj trenutno 1,3 milijona osebnih avtomobilov v Sloveniji, mislim, da lahko zagotovimo mobilnost tudi na podeželju z bistveno manj avtomobili. Vse sorte rešitve, software rešitve, caching rešitve, vse obstaja, ne. Samo volje pač ni. Trenutno mi vidimo nov trend v Sloveniji, da še povprečne izpuste novih avtomobilov ne padajo več. So začeli spet zrast za določene. Ker vsak zdaj lahko kupi svoj SUV in s tem vozi. Tako da jaz mislim, da imamo tudi možnosti dobiti tak win-win, ne samo v Sloveniji, ampak širše. Ampak težko. Dober primer so za te glavne materiale, kot je jeklo, aluminum in tako dalje. Zdaj Evropska unija uvedla v bistvu Carbon Border Adjustment Mechanism. To pomeni, mi imamo visoko ceno na CO2 v Evropski uniji, druge nimajo tega. Zdaj na meji pa mi računamo v bistvu eno vrsto carine za ogljični odtis teh uvozov. Tako da mi damo signal tudi v tujino, da ne samo pri nas očistimo zdaj naše tehnologije, ampak da tudi ne kupujemo več v tujini, če ne storijo isto. Tako da ene določene rešitve obstajajo, da lahko preprečimo to, da pač ta ecological backpack, ta ogljični odtis ali pa okoljski odtis samo gre v tujino, stran od nas. Če bo to dovolj, ne znam povedati. Ampak ja, spet je ta zadostnost en del odgovora. Ne potrebujemo vsak svoj osebni avtomobil, ampak lahko imamo vso uporabi in tako dalje. Ja. Naivno mogoče, ampak... Še zadnje vprašanje, Matjaž.
Jaz se opravičujem, ko bom spet malo pesimističen, ampak mislim, da smo spustili en pomemben parameter in to je rast števila prebivalcev na našem planetu. Mi, če računamo seveda na glavo prebivalca človeka, potem ne vidimo, kaj kumulativno se dogaja, ampak na našem planetu število prebivalstva raste eksponencialno. In pač vsi ti ljudje potrošijo nekaj energije in to privede pač do teh enormnih emisij tudi. To zelo velikokrat slišim. Tukaj se pa ne strinjam. Ne raste več eksponencialno. Mislim, da največ študije predvidevajo, da še 2 milijard več ljudi pride, potem pa je pik in potem pada počasi. To je prvo. Če pa gledamo nazaj, zakaj so emisije zrasli, zdaj samo za podnebne spremembe govorim, v preteklosti, je to večinoma zaradi povečanja potrošnje v tako imenovanem razvitem svetu. Ne zaradi novih ljudi, ki pridejo na planet. Tako da ogljični odtis ljudeh v Srednji Afriki, v Indiji, je toliko majhen, da ne dodajajo toliko emisij. To, kar mi povečamo svoje potrošnje. Tako da obstajajo pol študije na to temo, tako da v preteklosti ne drži. Je pa seveda tako, da sploh na Kitajskem smo videli tak razvoj. Zdaj, kje veliko ljudi je v bistvu iz revščine v bistvu vstopil v to urbani svet, v industriji in tako dalje. In zdaj vsi imajo svoj avtomobil. Tukaj je en tak primer, ki je mogoče drži za Kitajsko, za druge regije zaenkrat ne. Še eno hitro vprašanje. Zadnjo. Hvala za predavanje, bilo zelo zanimivo. Mene pa zanima, če imate podatek o tem, koliko gre teh fosilnih goriv v letalstvo recimo, pa v javni potniški promet, v primerjavi z proizvodnjo plastike, tako koliko gre tega, ker recimo te bogati vlagajo v fosilna goriva, ampak kako se to potem, koliko se njim v bistvu vrne, recimo v tem primeru, da dosti potujejo z letali. Mislim, koliko vlagajo v sebe, konc koncev. Nisem ziher, da sem čisto razumel vprašanje. Torej, koliko recimo pač proizvodnja nafte gre v letalstvo, v druge oblike prometa in ostale proizvodnje? Procentualno ali to? Mislim, promet, naprimer, je jasno v Sloveniji največja težava. Mi imamo tretjino izpustov iz prometa, če ne gledamo na to, kaj je v sistemu trgovanja z emisijami, pod evropski zakonodaji je celo 60% naših emisij, ki mi moramo targetirati z našimi politikami, je iz prometa. Je pa, ker ste omenili plastika, je pa tako, da povezan s tem, kaj je gospod prej rekel, da še vedno črpamo naprej nafto in če ne targetiramo te ljudi, ki črpajo nafto, ne bomo rešili. Vidimo, da ogromno sredstva in lobiranja vlagajo v to, da bi porabili več plastike, ker že čutijo, da zdaj električni avtomobil je bolj in bolj uspešen. Sploh na Kitajskem, Norveška je bila prej omenjena, pa tudi Nemčija in druge države, tako da bomo potrebovali manj nafte, ampak zdaj ta nafta še vedno pride iz zemlje in hoče najti svoj trg in je zelo močen pritisk na področju plastike. Da pa ta neenergetska poraba nafte je ogromna težava, ne samo iz podnebnega vidika, ker nekdaj to gre v sežig in je CO2 v atmosferi, ampak tudi iz ekološkega plastike povsod. Tako da ja, to je še ena dodatna taka težava.